Dobrodošli v novi epizodi podcasta VAR, nogometnega podcasta Delove medijske hiše. Z mano sta danes urednik športne redakcije Jernej Suhadolnik in nogometni dopisnik Gorazd Nejedli. Fanta, pozdravljena. Ja. Začnimo. 14 dni nismo bili skupaj, vmes se je v slovenskem nogometnem prostoru zgodilo ogromno, pa v bistvu najbolj pomembna tekma pa ravno včeraj v Celju, derbi vodilnega Celja in Olimpije z nekoliko presenetljivo gostujočo zmago Olimpije, sploh glede na rezultate v zadnjem obdobju. Je bila to zaslužena zmaga Olimpije? Gorazd, mogoče če s tabo začnemo. Zaslužena morda ne, prej pa pričakovana ne. Je pa malenkost, spet se je izkazalo, da Damir Krznar velikih tekem očitno ne more speljati. Ne z Mariborom, ne z nadaljevanje s Celom je pokazalo, da nekaj manjka. V njegovi prepravi ali drznosti Celje je včeraj nekako verjel, da lahko, ampak je verjel tudi v to, da ne bo imel maksimalno pogoja ali pa razmere. Eno od teh je mogoče sodniška merila in če je to vedel, ne vem, zakaj ni pol probal na vse ali nič. Mislim, na vse ali nič, ne grešno, ampak poskušaš bolj ofenzivno, agresivno, napadalno se soočati z Olimpijo. Če si vedel in oni so to vedeli, da verjetno ne bojo imeli enakovrednih izhodišč. Tako, ja. Je pa, preden se dotaknemo sodnikov, bi se še vsem malo pomudil pri Celju, ravno v tem, kar je Gorazd rekel. Meni že od začetka tekme so delovali nervozno, sicer so prevzeli pobudo v igri, ampak nekako ni bilo te prave tekoče igre. Jernej, v napadu je do zadnjih 15 minut se zdi manjkalo neke konkretnosti. Je bilo to zaradi dobre Olimpije ali zaradi slabšega Celja? Ja, verjetno je oboje, ne? Ampak zdaj, če odgovorimo s floskolo, vedno tekme dobiva obramba, pa ne glede na to, je ta obramba Olimpije že taka, kot mora biti, najbrž še ni, ali pa da je napad Celja tak, kot mora biti, to še ni, ampak obrambni pristop dokazljivo prinaša več točk in več uspehov kot napadalni. Lahko imaš izjeme ala Manchester City, ampak kdor misli tudi, da Manchester City ne igra obrambe, ve o fuzbalu bolj malo. Ne? Tako da obramba je sigurno temelj, sploh v tistem trenutku, ko se zgubi žoga. Če se spet vrnem na City, je on tukaj svetovni prvak, tako kot vse Guardiolove ekipe. In tudi Zeljković je sigurno, ne samo da je govorisko o obrambi, ker pač na vsakem koraku izpostavlja, da želi to najprej zrihtati, tudi tega se drži. In to je bilo vidno. To pomeni, da ima nasprotnik več žogov, da ima več šans, tako je bilo tudi zdaj. In zaradi tega, ker Celje ni tistih pol šans izkoristil, jaz mislim, da je celo zmaga Olimpije zaslužena. Sključno zaradi tega. Sodnik ni preprečil unim 3 strelcem, ki so imeli šanse, da so zgrešili ali pa da je golman branil. Tako da to je iluzija. Je pa še vsem, glede na to, da Zoran Zeljković ni dolgo na klopi Olimpije, verjetno res pohvalno to, da se na 3 tekmah zapored je ohranil mrežo nedotaknjeno, pa ne glede na nasprotnike, niti ni bistveno. Olimpija je na začetku sezone proti komurkoli dobivala gole. Zdaj tudi z rezervnim vratarjem Denisom Pintolom, ki je bil včeraj morda celo igralec tekme, nova ničla. Je to, se že vidijo neki obrisi Zorana Zeljkovića, gre bolj za neko drugačno postavitev igre? Okay. Meni se ne zdi, da je to obrisi Zorana Zeljkovića, on je pač uporabil klasičen način popravljanja napak. Vsi trenerji novi, ki pridejo, ko je moštvo slabo, tako luknjasto obrambi, je osnova, da postavi obrambo. Tudi on je to naredil. Zdaj njegovo delo bo šele čez čas se pokazalo. To bo vidno takrat, ko bo žoga v nogi, kot takrat, ko bo Olimpija kot velikan v Sloveniji narekovala ritem igre, ko bojo tekmeci se ne prilagajali, ne onanje tekmecem. Takrat bo pa vidno, kaj zmore ta Olimpija oziroma kakšen je domet trenerja oziroma njegov pogled in kaj sploh hoče z Olimpijo narediti. Trenutno je pa to samo reševanje tistega, kar je mogoče predhodnik zavozil. Kaj pa menite o Denisu Pintolu? Je v teh parih tekmah pokazal dovolj, da ga Olimpija tudi pozim lahko smatra za prvega vratarja ali bo treba pripeljati zamenjavo za Matevža Vidovška? Mislim, da bojo mogli še počakati pa videti. Težko bi ocenil. To najbolj ve trener vratarjev oziroma sam trener, ko na treningih vidi,
kaj zmore in če, ne vem, no, res. In še ocen, da lahko tudi z morda ne najboljšim vratarjem lahko spela sezono in celo šampion. Če to ocen, pol kaj ostane. Ne, samo en tak medklic, ne, parade vratarjev so najbolj vidne, kadar je slabo postavljen. Tako da to se ne sme čisto plastično gledati, da je nekdo s konico prstov nekaj odbil ali pa ni odbil. To je statistično največkrat, kadar slabo stoji. Ampak to zdaj se ne nanaša na Pintol, ampak jaz mislim, da v parih tekmah je težko to oceniti. To verjetno tako, kot prav Gorazd vejo trenerji vratarjev, ki so ga tudi učili zdaj v zadnjih tednih in vidijo, ali je delo tako, kot je treba ali ni. Zdaj pa, če se dotaknemo še najbolj spornega trenutka na tekmi, 11 metrovke po prekršku, ki morda to ni bil Damjana Vukliševića nad Nemanjem Motiko, morda niti ni toliko sporna sama 11 metrovka, kot to, da je sodnik David Šmajc niti ni šel pogledat na VAR in da je dosodil izredno hitro, kar je tudi razbesnelo in celjske nogometaše in publiko. Jernej, ti vedno si pristaš VAR-a, tokrat mu je morda sodnik Šmajc naredil napako ali ne? Ja, pri VAR-u so protokoli zelo jasni. VAR lahko urgira, kadar gre za očitno napako, v tem primeru je šlo, mislim, v tem primeru je teoretično lahko šlo, on lahko urgira za rdeč karton ali pa gol, oziroma 11 metrovko. Tako da, zdaj, če bi šlo za očitno napako, jaz verjamem, da bi urgiral ali pa še močneje urgiral, ne vem, jaz to res nerad komentiram v dobi, ko imamo VAR. Sploh za take očitne polemike, ker tu mora VAR se oglasiti, če je treba. Ja, je pa spet po drugi strani, saj iz mojega vidika, tudi za razumeti Celje, ker verjetno pa, če ne bi dosodil 11 metrov, ker se tudi VAR ne bi oglasil, je šlo za stvar sodniške presoje, verjetno v razne. Morda, ampak gre tukaj bolj za nekaj drugega, gre za splošno zaupanje, da pojavlja oziroma vse več klubov je, ki ne verjame v odločitve, v poštene, pravične. Napaka ni problem. Tudi prekršek, sam kot prekršek v tistem hipu, v tistem trenutku, subjektivno. Lahko je, lahko ni. Ampak uveljavlja se splošno nezaupanje v odločitve sodnikov. Zakaj? Uporaba VAR-a. Imamo primer lep Olimpije. Prejšnji teden Aluminij, penal, ni bilo ničesar, penal. Če je bil nared, nisem pač naj odločil, nobene uporabe videa. Tudi tukaj. Tudi sodnik ni šel pogledati. Se pravi, obakrat bi lahko izgubila samo Olimpija. Ni izgubila. Ja. Ko je pa izgubila, so pa naredili posnetek. In potem so začeli govoriti, da je bil prekršek. Tudi to ni problem. To je spet subjektivno. Samo potem se je treba odločiti, ko pride slovenski klub v tujino, ko pride do kontaktov in ko nima prekrška, pravijo pa vsi, to je pa evropski nogomet. Ja, a v Sloveniji pa zdaj kaj? Afriški. Ja, pa tudi ne igramo po drugih pravilih, pravila so vendarle pravila. Ta isti prekršek, ki ga je naprimer prejšnji teden proti Aluminiju dosodil, verjetnost na veliki sceni, sploh pa v močnejših ligah, tudi približanje bi bil prekršek. Ampak ne, takrat rečemo, da so to evropska pravila oziroma, da je to normalno, da je to moška igra, da je treba, tukaj, ja, to je pa čisti prekršek. Ja, zdaj se pa odločite, in sodniki in klubi, kje je ta meja med evropskimi merili in slovenskimi merili. Kaj si želimo? Se pravi, osnovni problem slovenskega fuzbola, klubskega pa postaja zaupanje. In tukaj bo pa mogla sodniška organizacija malo stopiti ali korak nazaj, ali pa naprej s klubi, ker je več ali manj tudi, ko se pogovarjam z drugimi klubi v Sloveniji, nihče več ne verjame, da bojo imeli enakovredna merila v dvoboju z Olimpijo. Kar ni problem. Tudi Olimpije so delali napake, škode, sploh ni problem. Samo če pa to 8, 7 ali pa 9 klubov misli na to vprašanje, se pa je treba povleči nazaj pa dobro razmisliti, da imeti to držo, ki ima sodniška organizacija, da so nad vsemi, ja, ne vem, če dolgoročno sigurno ne bo pomagali. Lahko oni furajo, da rečem, ta način, ampak dolgoročno to ne pelje nikamor. In dolgoročno škodi slovenskemu, in se tudi dogaja to, da škodi slovenskemu. Nazadnje Olimpija je tipičen primer, ki plačuje davek, da nam rekel,
Ja, pol v Evropi, ne. Ja, plačuje davek pa na resni sceni. Malo višji tam pa ni. Treba edin dodati, ne, da je v zadnjih tednih je v podobnem položaju v očeh drugih tudi Maribor, ne, se ne gre samo za Olimpijo. Tudi par teh palčkov iz dna v tekmah z Mariborom je menilo isto, tako da ajde, recimo, da smo normalna nogometna država, tako kot v gosteh favorizirajo Barcelono pa Real Madrid, bi pri nas, da govorimo o teoriji, ne, Olimpijo pa Maribor. Tako da to je en tak pogled. Drug pogled je pa, da smo še na varnem v primerjavi z varom v Angliji, recimo. In to pa drži. Ja, Tako da- tako. Ni vse črno-belo, tako kot ni črno-belo, ni belo-črno. Ampak da se pa seveda to iz različnih zornih kotov komentirati. Jaz mislim, da zadnji primer je Celje popolnoma sam kriv, ker je imel dovolj šanse za gol, pa jih ni izkoristil. Sploh. Jaz mislim vedno, da moraš gledati na sebe, manj na druge. Je pa to lažje je gledati na druge. Mogoče so se tudi pri tem razburjenju malo poznali živci, vstopaš v derbi z vlogo favorita, če zmagaš, je Olimpija že zelo daleč za tabo, zdaj pa prvenstvo po zmagi Olimpije spet mnogo bolj odprto. Ne? Gre preprosto za zmotov. Preračunljivi so. Ja. Celje je bil preračunljiv. Zavedal se je, da mu je dos. Remi, Nula. tako je. Temu primerno se je lotil tekme. Seveda, izid na konc narekuje izbiro. Če si izgubil, si ti naredil napako. Tako, Če bi dosegel točko, pa bi bilo kaj res, šele ja. zmagal, tudi če bi jo z bunkerjem dosegel, cilj upravičuje sredstva. Ne, mislim. In to je spet Ali po tekmi že umije, ne? Ja, je Ko klasični smo jezik. že vajeni iz Ja, tako. mariborskih časov. Pa da smo zaslužili več, pa Ja, da pač, bi vsaj ja. točko potrebovali, pa da je težko mu za fante. Ja. Smo navajeni tega. No, pa če se dotaknemo zdaj Maribora, Maribor z Antejem Šimundžo, še vedno na zelenici to ne izgleda povsem prepričljivo, pa vendar so proti Domžalam zgubljali z 1-0, pa potem naredili preobrat, prišli z edinima streloma v okvir vrat do zmage z 2-1, ampak so pa prišli do zmage, kar se ta isti Maribor nekaj mesecev nazaj bi morda razpadel in izgubil 2-0 tako tekmo. Tako da nek vsaj napredek v miselnosti pa borbenosti pa vendarle je viden tudi v Ljudskem vrtku. Jaz ne bi tako rekel, tukaj je mogoče vidim ta red in disciplina, ki jo zahteva Šimundža. Kar se statistike tiče, tako, to je nesmiselno. Lahko bi imeli 33 strelov, pa vsi meter, pol metra mimo vrat, pa bi rekel, brez strela na vrat. Ne. V bistvu so obstreljevali. Je pa tako Maribor spet, če pogledamo 4 tekme pod Šimundžo, 3 so igrali z moštvi iz spodnjega dela, oziroma kar ta zadnjimi, ne. Ja. Prvi, edini, ki je bil pa kakor to, kar jaz so pa zgubili. Ne. Tako da težko je, to je podobno kot Celje s Krznarjem. Premagali so Rogaško in v glavnem 2 iz spodnjega razreda, mi smo je prišla pa Olimpija, je bilo pa konc. Ni bilo pa več te igrivosti, ni bil več najboljši v državi, ne. Kot so mislili. In isto je Maribor. Sam s tem, da pri Mariboru verjamem, da bo šlo vse malo navzgor, tudi v samem pristopu, v drži, ker je pač to zagotavlja Šimundža. No. Drugi detajli so pa povezani z zdravjem in Ja. formo ta najboljših igralcev. Jaz mislim, da je treba dva zorna kota izpostaviti. Prvi je, da je tako Šimundža, Zeljković, Krznar, da jih bomo videli šele tam marca, aprila, kaj je njihova roka na igrišču. Zdaj pač poskušajo urediti tisto, kar lahko takoj na začetku, to je obramba, to je zelo hitrejš, je možno urediti kot napad. Za napad pa rabiš vsaj ene priprave, če ne več, ampak recimo, da bomo imeli marca lahko boljšo oceno o njihovih uspehih s temi moštvi. Drug vidik je pa ta, da ne smemo pozabiti, da Maribor v najboljših časih nam je bil zoprn. Mislim, meni ne, no, ampak navijačem je bil zoprn, novinarjem je bil zoprn drugim, komentatorjem je bil zoprn, Milaniču je bil celo zoprn 2 tekmi, pa je pol 2 izgubil, ko je hotel napadati, pa je šel nazaj pod Zahovičevo filozofijo. Tako da to je zdaj tako, ne. Oboje se ne da, če veš, kaj želiš doseči, se tega držiš, tudi za ceno teh kritik na začetku. In jaz mislim, da mu je treba dati čas, tako kot vsem drugim, ki začnejo, če so se že prej dokazali, ne vem, zakaj se ne bi lahko še enkrat. To, če se pa bojo, bomo pa videli. Ne? Ampak spektakel pa rezultat z omejenim proračunom ne gre sta skupaj. To je možno v Bayern City, včasih Juventus, to je bilo to. Drugače pa oboje skupaj ne gre in to so iluzije in se mi lahko za 1 uro na glavo postavljamo.
Ključen je rezultat za naše razmere, to je dejstvo. Je problem v slovenski ligi trenutno glih. Zdaj je ta, da se je vrnil ta defenziven pristop, in ki ga je nekoč Zahovič uvlal perfektno z Mariborom. Ampak je imel logiko. Ti ne moreš v Evropi priti z igrivim fuzbolom, da boš ti, kar smo, tako ne rekel, ni logike v vložek in to, kar hočeš. Zmanjka tudi kvalitete. Lahko v Evropi pariraš samo z trdno, čvrsto obrambo, defenzivno, in to pa ne moreš spremeniti z junija na julij. Če prej ne vadiš v ligi. Se pravi, je logično, da pri nas naj bi prvak 10 mesecev tudi proti spodnjim klubom igral neko previdno igro in jih kontriral in jih premagoval s 3-4-0 na kontre, ne na igro. Ne. Ampak to je vse v službi Evrope. Če je to res, sam pol dolgoročno je pa spet druga zgodba. Ne. A imamo kaj od tega, a smo kaj razvili? A se proda kakšen igralec zaradi tega? Na koncu, ali je tudi sama liga nekje napredvala, dobila en sponzorski feedback, navijaški feedback. Tukaj treba je vse upoštevati. Zdaj, kaj najbolj dejstvo je, da mi v Sloveniji nikoli ne bomo mogli imeti 5 klubov, ki imajo denar in ki bojo lahko tekmovali s tem, kdo bo večkrat strelil proti golu, kdo bo imel žogo več posesti. Nekje en konsens, mislim, da ga nimamo. Pri nas še niso zmenili niti sami. Prepuščeno je trgu, kaj se bo kdo odločil. Navijači cenijo rezultat, ne? To je dejstvo. Ne glede na pot do njega in mislim, da je to tudi prav. Ja, na koncu se pa igramo za točke. Se strinjam, sam navijači, to nas faktor v smislu pridobivanja denarja. Ja, niso prav velik, to pa tudi drži. In če to je, že upravljanje, vodenje klubov pri nas je malo kontra, da ne rečem, konkurenci ali pa kar celotni konkurenci. Ne. Olimpija je nekje primer, ki bi ga mogel imeti tudi drugi klubi. Ne. Tudi Celje, vlagatelji pri Maribor, to je dejansko državno klub. Ne. Ja, načeloma. In zdaj, kako ćeš ti to voditi pa povedati navijaču? V Olimpiji bi radi vodili klub, pa ne morajo enega evra skrb spraviti za vstopenco. V Mariboru ga pa praktično vodijo. Vse je logično, da ga lahko vodijo, če ni znan lastnik oziroma tisti, ki denar daje. Nimamo, da se tako rečemo, ne ve se točno, kdo tle je, mislim, kdo pije in kdo plača in vse. No pa če se mogoče za konec tega prvega dela v Slovenski ligi dotaknemo še tega, kar si je marsikdo opozarjal na začetku sezone, ko je NZS spremenil pravila o doma uveljavljenih igralcih in je pač opozarjal, da lahko pride do zlorab tega pravila, in Safet Hadžić je zelo pragmatično to tudi naredil, uvrstil 17-letnika v začetno postavo in ga zamenjal po 45 sekundah. Zdaj, kaj smo s tem dosegali, razen to, da zdaj govorimo o menjavi Safeta Hadžića po 45 sekundah? A ima to pravilo po tem smislu? Bo treba kakšno varovalko dati, ali je pač na vsakem trenerju, da naredi tisto, kar misli, da je najbolj za njegovo moštvo? Pa jaz mislim, da je smiselno to pravilo. Saj s tem je Hadžo sam dosegel, da ima eno menjavo manj kot tekmec. Ne? Da je v nekih, mislim, statistično na dolgi rok bi bilo to zanga slabše. Ne? V eni tekmi lahko tudi brez menjave zmagaš, ampak zdaj, če gledamo tehnično. Ne? Tako da on je imel pač eno menjavo manj zaradi tega. Jaz pa še vedno vztrajam tako kot na začetku, ko se je to uvedlo, da je to za našo ligo, predvsem pa za reprezentanco dobro. In sem tudi že 5-krat povedal, zakaj, in ne bom spremenil mnenja zaradi ene take menjave. Jaz mogoče imam malo drugačno mnenje, ker ne zagovarjam, da nekaj nekomu daješ prednost, če si je to ne zasluži. To je eno, drugo, konkurenca je tista, ki naredi igralca boljšega. Tretje, kar se pa v primeru koperskem, še pa slabost tega na silo, da ima mladega reprezentanta, je ravno Koper. Začel je z Rojedlom in je naključno dal 2 gola. Po 3 kolih je dal 2 gola. Igralec, ki je bil namenjen za to, da se ga mena. Mogoče je bil problem, so tega videli, da so ga pol menjali po 20 ure. Ampak čez čas se je zgodilo to, ni dal on gola, pol 3. ali 5. tekmo, ne. Kaj se je zgodilo, igralec je počel je. Njega je zdaj treba nekako rešiti. 19 let starega fanta ga je treba nazaj vrniti v igro. Ampak kako bo on to razumel?
To nihče ni vedel. Minuta ali pa 20 minuta, vse. Tudi 20 minuti se v Evropi namenja, razen če ni poškodovan ali pa ne vem kaj, no, če ni 4krat žogo nasprotniku podal za gol s šanso. Ne, tega prej niso videli. Ne. Zdaj pa vidijo, ker je bilo očitno, da je ta res samo zaradi tega tam. Ja, pač in je vse na to 20 sekundi, ali pa 45 sekundi. Ne. Ampak niso pa videli, da so med tem zaradi tega pravila uničili enega igralca. Ne vem, če so ga uničili. Mogoče je tudi to neka šola, kjer igralec mora začeti. Mogoče bo celo močnejši iz tega prišel ven. Ampak tega niso prej videli. Ne. Zdaj pa vidijo. To se pravi, to ne gre. Ne. Načeloma je pa osnova to, da jaz nisem za to, da se v konkurenci nekomu daje neko prednost zaradi tega, ker je to neko pravilo. Je pa seveda, bolj bi mogli delati na osveščanju klubskih vodstev in trenerjev, da je to korist za slovenski fuzbal, ne pa neko pravilo, ki ga moraš. Ne? Osveščanje. In če ti kot spet smo pa tam, ne? Če sem jaz lastnik kluba oziroma plačujem tole kot Delios, ne? Zakaj bi jaz mogel poslušati nekoga, kako ne jaz delam? Dej denar, pa bom jaz delal pol tako, ne? Tudi spet ta zmešnjava. To je en kup nejasnosti, zakaj pa kako pa kje pa v kakšnem primeru. Je pa načeloma je ideja je imela pozitivno izhodišče, zdaj kako se pa izrodila. Ne? Na koncu pa niti nimam toliko igralcev. Še zdaj, ko je moraš dati enega noter, na koncu vidiš, da je že prvi Olimpij problem. Ratnik mogel igrati 90 minut vsak ta drug dan, 3 dan. To pa res. Jaz bi šel še naprej, mislim, da so prepozno to pravilo uvezeli. Za to pravilo se morajo klubi nekako ga ponotraniti, osvojiti, se pripraviti. In to moraš vzgojiti igralca in jaz, če bi že kdaj to pravilo uvedel, bi ga leta 92 uvedel. Tako je. Ne, da zdaj to ni v redu, ko smo ga zdaj. Jaz mislim, smo ga prepozni. To je prvo. Drugo, klub, ki nima 5, 6 ali pa 7 svojih igralcev za zapisnik, da bi ga mogli zaprti. Takoj. To je pa še moje mnenje, ki ga ne bom spremenil in mislim, da je to za naš fuzbal dobro, to pravilo. Mislim, da če gledaš forume, ki navijači pišejo, da vse, kar pogrešajo, da ni njihovih igralcev. Tako da to, da ima nek kapitalist pravico, je seveda ima, ampak navijači imajo po svoje mnenje. Ne? In jaz ga imam tudi. To za slovenski fuzbal ni dobro. Da ni slovenskih igralcev niti na zapisniku. Ja, konec koncev je bilo v prvi postavi Olimpije enako v Slovencev, kot pri Panathinaikosu. To pa zahteva čas, da se to prilagodi, ker če gre to relativno hitro, seveda nastane zadnji vakuum in jih nimaš. In potem se dogaja, da so v zapisniku, ne vem, pomočnik trenerja, fizioterapeut, da gre not za 20 sekund pa ven. Ampak dobro, to so te porodni krči, ki mislim, da jih čez 5 let ne bo. Če bodo pri tem pravilu ustrajali. In morajo bi ustrajati. Tukaj, kdor je proti temu pravilu, mislim, da je proti fuzbalu. Pozitivno, to je moje mnenje. Mogoče samo to, da je res ni bilo nekega širšega dogovora, kako ali pa zakaj ne. Da je to pač samo krovna organizacija določila, tako bo, zdaj pa vi se imeli so leto pa pol, ne, ni bilo to dobro. Ja, to je res, ne, samo spadal je, da očitno 3/4 klubov jih to niti ne zanima, je samo za špekuliranje. Ne. Mislim, da v to čez 5 let. Bo pa seveda. Sam mora pa pri tem ustrajati. Ne glede na nekaj, kar je to. Potem pa zdaj, če gremo še naprej, se še enkrat za trenutek vrnemo k Olimpiji zgolj zaradi Evrope, ki jo čaka ta teden. Proti Klaksviku so zapravili vse možnosti in še dobršen del ogleda v Evropi, žal poraz 3-0 na Ferskih otokih za slovenskega državnega prvaka. Je bil boleč, zdaj Klaksvik prihaja v Ljubljano, o napredovanju se ne moremo več pogovarjati, lahko pa se o tem, da se popravi vtis, zasluži še nekaj denarja in predvsem pokaže, da Olimpija vendarle sodi na ta evropski zemljevid. Teoretično lahko še napreduje. Teoretično je, ampak glede na prikazano pa bo pa zelo težko. Mislim, da bo Zeljković kar klasično ligaško varianto obral. Se ne bo preveč naprezal, da bo Klaksvik napadal, ker Klaksvik napadati klubi ranga Olimpije so že dolg cajt v domačem prvenstvu, ne? Niso v Evropi. Ne? Tako da pomeni, da Klaksvik ni neka ribiška druščina, kakor mislijo večina navijačev. Ampak so kar resen klub. Ne.
In če si ti resen klub, ne glede na to, ali igraš na otoku s 5 prebivalci ali kjerkoli, je to pač malo druga zgodba. Drugo pa je, da izpadele, da imajo oni malo bolj uspešno evropsko pot. Ne nazadnje, če ti izločiš Ferencvaroš, mislim, da ljudje niti ne vejo. Ko prideš ti v Budimpešto, pa vidiš stadion od Ferencvaroša, pa vidiš vse, kaj to spada po ta klub, ne vidiš, da so izločili, da nam rekel, kaj, da je fičal Mercedesa. Ja, za naše razmere giganta, sigurno. Ne, mi pa še zmer mislimo, da si rekel za ugled evropski, kašen ugled. Ugled evropski, Olimpija imela ugled. Ne, to ne. Mogoče ga Bi si ga pa želeli biti. Maribor ga je imel, ampak že Maribor ga nima več. Ne, že, poglejmo, to je 5-6 let. Ljudje več sploh ne vejo, da je igral v Ligi prvakov. 5-6 let, to je včeraj bilo praktično. Če bo šel zdaj v Evropo, pa če bi Maribor nasprotnik na žrebu rekel, neki Slovenije, nekoč so pa bili celo neki. Se pravi, tukaj ni, to moraš imeti tradicijo. In Olimpija seveda, da bo imela nek ugled ali pa saj neko spoštovanje, bo mogla ponavljati to. Zdaj pa klaksi. Bomo videli. Ne vem, jaz mislim, da če bo pika, bo že dosti. To je v bistvu najhujš, kar se ti lahko zgodi, ne? Da imaš klub izjemno eksotičnega imena, ne? Ki že ime je tako, da ne, so to neke školke ali nogometni klub. Je pa, ko pogledaš igralce, niso to tam neki hotelirji. Ne? Ja. Ki pravi, delajo v službi. Ja, koliko jih dela v službi? Se so tujci tam. Ne? Tako da težko bo, ne? Tako kot prav goras, to, da bomo zdaj kar zmagali, pa da bo Olimpija kar v polčasu vodila 3-0. Seveda je to možno, ne? Ni pa posebej verjetno. Ja, sploh glede na zadnje predstave, res ni posebej verjetno, da bomo vedeli. Statistično pogledaš, kdo pa je Klaksvika razmetal? Ja, nihče. Tudi doma niso zgubili. Tako da. Je še Lil, dobro, Lil je šel mendati z nekimi mladinci, ampak vse, ni zmagal, ne? Tako, 0 so pa če vedno tudi oni tam odigrali. Če pogledamo zdaj Lil, kdo je v skupini, to je 4. uvrščenje v francoskem prvenstvu. To je spet nekaj, kar nam ni čisto povsem jasno. Ker se čudimo, kako Olimpija lahko 2-0 zgubi, da bi... Kako? Ja, pa proti kakšnemu klubu. Sej to, drži. Pa če se še malo preselimo na tuje zelenice, ta vikend je bilo kar nekaj enih zanimivih derbijev. V vsaki državi bi lahko govorili pol ure, pa če sami izpostavimo glavne. Jernej, Arsenal Newcastle je bila tekma po tvojem okusu, trda, obrambna. Z napako Vara, ne? Z napako Vara in z eno vratarsko napako, ki je na koncu odločila tekmo, ampak Newcastle je ohranil to severnjaško, angliško karakter kljub vsem zvezdniškim ukrepitvam in premagali so PSG, da so premagali še Arsenal prvi v državnem prvenstvu. Izgledajo zelo, zelo resen kandidat za Ligo prvakov, ponovno. Ja, tukaj v zadju to, da se morajo res vsi igralci non-stop dokazovati, ne? Ker vsako leto bo verjetno budžet večji in ostali bo sam najboljši in to je nekaj najboljšega za ohranjanje motiva igralcev. To je moja glavna stvar, ker igralci kot individualno ne bi rekel, da so v zgornji polovici angleškega prvenstva. Je ogromno boljših kadrov v nekih klubih, ki so za Newcastle na lestvici, po mojem. Ampak ta motiv, pa svežina, pa ta non-stop naboj, to imajo pa kar orank. Zdaj razplet je, kakršen je. Če bi v stavniškem jeziku rekel, če zamižiš, lahko verjetno vsaj polovico tekem Newcastle igraš 2,5 minus. Se pravi, 1-0 je izid, ki je bil pričakovan. Zdaj samo, v katero smer bo šel. Ja. Tako da ne bi rekel, je bilo zasluženo ali ne. Tudi Arsenal je imel svoje momente in ta sodnik je bil tam res kar faktor, no, v tem primeru. Mi je pa zanimiv Newcastle, ne glede na to, da so Rapsi prišli s kapitalom, da je pa kar ohranil tole tradicionalno angleško zgodbo. Razen na tribuni, ne? Dobro. So pa oblečeni v tejče. Ampak v smislu zaradi tega so uspešni mogoče, ker so fajterji, ker negujejo ta vsakodnevni boj za življenje. Ne? Ja, ali to trening, ali tekma igre. In tukaj pač je zanimivo, ni nujno, da je lastnik, če je nekje, da vpliva na značaj ekipe oziroma na zunanjost. Se pravi, da se nekaj novega prinese, da ohranja neko tradicionalno
po tem, kar so bili značilni. Vedno znan je. Tako Tako. je. Vse cel sever Anglije, konec koncev potem To znan. je en tak zanimiv pogled, ki mogoče so vsi mislili, da bo drugače, ko bo prišel šejk pa Ja. razmeto, pa prpelo 10 južnoameričanov ali pa ne vem, Italijanov, Špancev, ampak je kar nekaj uravnotežen. Še ni, ne. Ne. Še Angleži so še zelo stranere, Ja. morat. Tako pa in par domačih fantov, pa jih Tako je. obožujejo na tribunah. Tako da- Se to je verjetno celo nek načrt, ne? Ja. Kakor ve. Ja. Nismo Arabci, ampak glejte, igrajo Angliži. Mislim, zanimivo je tudi to, ker domnevam, ne, da ko se to enkrat lotijo teh projektov, da imajo celovit pregled vsega. Ne. In medtem verjeten v Newcastlu so ugotovili, da oni ne morejo skakati na trg, kjer so že Manchester United, Liverpool, City. In morda so tukaj ugotovili, da je brez veze, da grejo na ta južni trg in igralcev in nasploh kot trg. Ne. In da so rajš severni del vzeli. In očitno je to boljš, da ali je imel stala, ali so zračunali, da lahko to tudi druge, na drugih področjih več ponese, kot Ja, če ja. bi šli v bitko Z- s temi, tako. ki so že Da boš Španca prepeljal. desetletja. Ne, nasploh, težko, ne. ne. Se pravim, lahko da to pomeni, da bojo na Norveškem imeli Tako. več denarja plusa. Na Švedskem, ne, že tako pač imajo tega Izaka, ne, mladi Šved, sicer je to Šved, ne, ampak je nekaj tazga, ne, da lahko obračaš denar drugje, Ja. iščeš denar drugje. No, na nove trge Tako. se osredotočaš, tako je. Tudi s tako igro, drži. Gorast, še, no pa oba, tudi Jernej je nekaj pisal o tem pred vikendom. Točno tisto, kar je Jernej napisal za derbi med Bayernom in Borussijo, se je zgodil. Ta hitrost na krilih Bayerna se je še za Dortmund izkazala za preveč, pa čeprav Dortmund sploh ni bil slab, ni bil tako slab, Ne, kot kaže to rezultat. Moram priznati, da sem si res dobro ogledal tekmo in sem užival. Tako, sploh ni bila slaba tekma. Borusije, da gre, proba, Da si sam, upa. sam. V 9 minuti 2-0 zaostaja. Samo pač napadati, težko, ne vem s kom, kar imajo Borusija ali pa s Kejnom, ali imeti krila, ne moreš. To enostavno ne gre. Ne. Ideja osnovna super, samo tukaj se pa vidi razlika s tem, da tukaj pa vidimo zdaj, kaj to kaj ne. Kle mogoče je mal, če bi začeli nazaj gledati, ne, Lewandowski, ne. In ne. Ja, zdaj se vidi, v čem je razlika. Ne. Ker se pride Kane, ja, na koncu ta Lewandowski žal ne seže do kolen Kaneu. Ja, tako Pa kot je- se povezuje z igro. Ne. Ni rečen, da bo Bayern s Kaneom kaj usvojil, da bo Ligo prvakov usvojil. Ampak to je drug svet. No. To je drug svet. Res. Ja, se tudi poznaš. Nisem že dolgo časa videl napadalca, ki je tako sposoben igrati, dihati, razumeti igro. Rečemo te podaje, brez pogleda. To je užitek gledati. Igralec, ki je usmerjen drugam, žoga gre pa čut prostor. Ta prostorska inteligenca je vidna na vseh delih igrišča. Ali v kazenskem prostoru, ali ko opazijo branjena, ali v začetku kreiranja napada. In to, ni na ključje, da ima tudi toliko asistenc. In če bi še te zadel, vse to, kar on lahko poda, ali kontra, če bi njemu dal toliko žog, kar jih stran vržejo, mislim, to bi bile številke nenormalne. Za številko 9, za 1,90 m visokega fanta, to je fenomen. In to je to mogoče, kar običajni navijači ne vejo. Napadalci ali pa nogometaši višine z 1,90 m in več, to je popolnoma druga dimenzija. Mislim, da tako obvladajo igro in tako žogo, to je res čist nekaj drugega. No. Kakor Messi ali pa. Ja, drugačen tip igralca, pri koordinaciji je vse drugače. Se pa pozna tudi, koliko bolj izgledajo vsi igralci okrog njega. Leroy Sané spet deluje kot en najboljših napadalcev v Evropi, pa prej ni. Vse smo zanj omenili, verjetno je celo najbolj podcenjen. Ne. Igral je v Angliji za klub, ki žal ni. Ja. Nažalost, njegovih navijačev žal ni top 3, ne, čeprav pogled na listico mogoče zdaj koga zavaja v drugo, ampak če bi igral nekje druge, bi bile že tam njegove številke, že tako strahovite jih je imel, bi bile še boljše. Ne. Tako da on je najboljših teh 9 v tem stoletju, vse to ni sporno. To se je videlo že prej in se vidi v Angliji in se vidi. Pravzaprav pa se to 10 let že dela. Ja, se ni nič novega. Ni ključno. To hočem reči, tako da jaz sem bil prepričan, da bo tako kot je. Vse to smo že povedali. Ja. Pač v Bayernu
imaš pa pač na voljo, kar imaš. In to je ofenzivo iz strani in moraš biti samo prav. Trenerji ponavadi tako uživajo, ne, samo kle samo čaka, te pa zalagajo. Ja, in ta je pač on ta prav. Tako kot je bil Lewandowski, ne, saj imel isto strahovite številke. Sam mogoče malo drugačen tip igralca. Ne. Lewandowski zna samo zapakirati, ta pa še kaj drugega. Pa če gremo še za konec v Španijo, Real je imel težave z Rajom Valjecanom, Barcelona je premagala, sicer v sodniškem dodatku, Sociedad, ki bi tudi lahko zmagal, če Ter Stegen ne bi imel najboljšega dneva v letošnji sezoni. Pa še mogoče prejšnji teden, ko nismo snemali, je menil tudi El Clasico, ki ga je spet Barcelona prevladovala, dobil ga je Real z 2 goloma Juda Bellingama, tako da kako pa gledate na to tekmo za vrh v Španiji, v kateri je ne nazadnje tudi Atletico z Oblakom. Jernej, mogoče, če pri tebi začnemo. Zdaj, ko ste zasuke, pa ste sodnikove dodatke omenili, jaz sem predlagam, da si pogledajo tekmo Roma Leče. Tako je, v 93 minuti Lukaku. Zelo na glas, najprej zvočnike, potem ne si pa zvrtijo zadnjih 6 minut. Res je. Ja, ne, čudovit gol Lukaku je. Mislim, čudovit. Odlično. Ne, to je vse v redu, to je vse po planu, vse Realu kaže, ok, v Ligi prvakov doma na vseh frontah je spredi, tako da težko bi zdaj rekel, da mu je spodrsno, zato ker je igral mestni derbi, ne, ker je razlika očitna, ampak Rajo, če gledamo zadnje 2-3 sezone, ni to tam nek klub iz spodne polovice, pač klub iz zgornje, ne, in zdaj, kadar je tako, če imaš slab dan, pa da si na 95%, je pač pol lahko to dobiš. Kljub vsemu bi pa tudi Real lahko zmagal, imel dovolj priložnosti za to. Ne. In vedno je tako, da ko sledi Liga prvakov, obstaja verjetnost, da bo nekomu spodrsno. Čeprav igra Real, zdaj se mi zdi z Brago, ampak tako. Tam zmaga prinaša malo več evrov, kot pa zmaga z Rajem, govorim čisto neposredno, finančno, in se že pripravljaš. Že kdo, ki ve, da bo igral tudi v torek ali pa sredo, že mogoče piščal ali pa kakšno drugo kost umakne v kakšnem duelu, kaj sicer ne bi. In to lahko pa na koncu odloči marsikaj. Ja. To je to, zakaj prihaja do tega. Tudi Milan je doma zgubil na srečo proti našim reprezentantom. Prvič, ne. Prva zmaga sezone. Milan se rešuje, Milan mora zdaj zmagati. Milan je v bistvu klasičen primer tega, kaj ne smeš recimo igrati na športnih stavah, če te čaka po Liga prvakov. Pa jo potrebuješ. Ja, pa pomembno tekmo. To je to. In se tudi to smo mislim, da napisali, da je tukaj možno presenečenje. Tako. Ker ravno zaradi tega. Ja, ker je... Tako da te spodrslaje, to bojo vedno, kadar sledi še pomembnejša tekma. Una, ki je druga po rangu pomembnosti, pač... Ja, bo mogla se pomakniti v zadnje. Tako kot po težki tekmi v Ligi prvakov bo v Ligaški spet. Se Real ni zavestno rekel, bomo kle samo navizirali. Ja, se pač podzavestno te to pride vendarle. Tukaj med Realom in Barcelonom je nekaj z mojega zornega kota tak dvoboj taktičnega pristopa. Ne. Real ni klasično napadalec, tako kot je Barcelona. Barcelona se ve, v prvi minuti bo žogo vzela in bo zdaj igrala. Smo videli že pri nas, kako to zgleda pod Riero, ne, igraš. A je to 0-0, ampak oni imajo vse. Real pa ni nujno, Real se pa zna prilagajati. On je sposoben tudi z 10 za žogo stati in čakati. Ne glede na tekmece. Samo kaj se zgodi, večja verjetnost, ne, da boš lahko tudi kiksu. Ker Barcelona izziva, ona skozi zmaguje, ona hoče skozi na zmago, ona goji to. Real goji pa raznolikost v igri. Ne? In ko enkrat, ko mora napadati, ko je absoluten favorit, se mu morda to maščuje. Zato, ker nas prejšnji teden je šele takrat začel ofenzivno igrati, ko je zaostajal. Pa se mu je pač išlo tudi z veliko sreče. Ja, absolutno. In zdaj, kaj pa mogo bi? Glava na igrišču, vse se je pa malo zataknilo, ker ni vajen to iz nedelja v nedeljo ali pa izdelati. Ne? Barcelona pa je eno in isto, skozi trajba. A je to zadnji prvo Liga prvakov, to pač je tako. In ko jamaš ta ritem, pol ni problem. Zaradi tega je, če pogledamo 20 let nazaj, boš videl, da je Barcelona ima vendarle neko stabilnost in rezultatsko in vse. Sej tudi ampak pustimo zdaj, to so že... Ampak v njunem primeru je točno to, da Barcelona isto igra, Real je pa prilagodljiv. In to je nekako tudi za Ancelotija razumljivo, ne, izhaja iz italijanske šole, kjer se zna prilagajati nasprotnikom
Barcelona se pa tam. Ja, Barcelona. Naj so oni Barceloni. Ne? Prav on je pa pač pragmatik. Ne? Upa to. In tukaj pol lahko pride do teh podrsljajev, narekovajo spodrsljajev. Ne. Kot je Remi Izrael. Tako. No pa, Jernej, za konec, če še pogledamo proti reprezentanci iz vidika, kar se je dogajalo na tujih zelenicah, Matjaž Kek bo objavil spisek reprezentantov še 14 dni, manj kot 14 dni, 11 dni imamo do tekme z Dansko v Kibenhavnu. Je pa ta vikend bil delno uspešen za slovenske nogometaše. Nekateri so igrali super, kot ste že omenili, v Denezet prišel do prve zmage. Andraž Šporar dosegel gol za zmago, pa sicer tudi zastrelil 11 metrovko. Na drugi strani pa spet omejena minutaža za Benjamina Šeška, recimo. Ne? Ja, v bistvu vse, kot je bilo doslej. Ne? Ja, v bistvu. Tako da to je v redu. Edino Deneze zmaguje. Ja. To je v redu, tako da jaz ne vidim nič. V bistvu se ni nič spremenilo v primerjavi s prejšnjo akcijo ali pa s prejšnjimi akcijami. Tako da, če bo ostalo tako tudi po vikendu, ki prihaja, je lahko Kek zelo zadovoljen. Tudi ta Šeškova 20-minutne, 30-minutne. Jaz mislim, da je to celo dobro. To je super. Bo svež in motiviran. Ne gre za to, pač to je vendarle šele 20 let staro. In se ne more prekupiti. Vse je še v obdobju, ko se oblikuje in fizično in psihično in ne predstavljam se, da bi on igral po 90 minut, da bi imel v tem obdobju že 10 tekem, polnih 90 minut in da to telo zdrži. Verjetnost bi bila, da ga ne bi imel v novembra kar velika. Tako da zdaj lahko sam podpiše, da bo čez en teden isto. Tako je. Vsi. Ne. Pač Štoper je en odpadel, ampak sta dva. Ja, že tudi prejšnjo akcijo smo odigrali, isto brez breka. Dva sta taka, ki sta verjetno celo najboljša naša in uigrana, v dobri formi, v klubu ima gre. Ker v Deneze že prej ni kazal nekih, mogoče ni zasluženo vse zgubo. No. Tako da tam z Bionom kar štima, mislim, da tudi je sam vprašanje časa, kdaj bo šel v kakšen še boljši klub, to je po mojem naravni scenarij. Blažič se pa tudi najde zdaj tam na Poljskem, zmaguje, ne prejema golov, ali pa saj jih ne prejema veliko. No. Tako da to štima. Ne vidim nič slabega ali pa nič kaj drugačnega, kot je bilo, kar pomeni, da je dobro. Mene samo tako malo skrbi Stojanovič, ki je neverjetno pomembna figura v Kekovi 11-terici. Pa ne igra. Zdaj, mogoče je spet kot pri Šešku, še celo boljš, ker je on divji pa ambiciozen, je to za njega, ker bo prišel kapitbul na reprezentančne prijav. Zdaj, ali bo to zaradi tega se žogamo odbijali, ali ne bo, ne vem, ne, ampak je pa eden od teh igralcev, ki je definitivno obrnil krivuljo slovenske reprezentance. V bistvu ni on obrnil je Kek, ki mu je vlogo drugačno vlogo. Ne, in je pa res vplivala na celo zgodbo. Mislim, da ta izhodišča, da bi podpisali, če bo čez teden dni enako, je dobro, da se poslovimo, tako da hvala za danes, da ste bili z nami, se slišimo naslednji teden pred odločilnimi akcijami za kvalifikacije za Euro, tako da do takrat pa hvala in nasvidenje.